Včeraj je minilo že 180 let od rojstva Jožefa Štefana. Že 23 let pa okrog tega dne na inštitutu z imenom tega velikega raziskovalca obeležujemo dneve Jožefa Štefana. Tako tudi letos pripravljamo predavanja, 3 so že bila, eno bo še v petek. Imeli smo otvoritev razstave Vide Fakin, ki si jo lahko ogledate v galeriji. Jutri bomo podelili nazive zaslužni znanstvenik inštituta Jožef Štefan 3 pomembnim raziskovalcem in v soboto bomo k nam povabili najširšo javnost na dan odprtih vrat. Veliko vsega, med katerim pa je vendarle najpomembnejša današnja slovesna podelitev zlatih znakov. V mikrofonu zato zdaj kar vabim direktorja inštituta, profesorja doktorja Jadrana Lenarčiča. Spoštovani gospod predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani vsi drugi visoki gostje, spoštovana nagrajenca, dragi prijatelji. Zlati znak Jožefa Štefana je pomembno priznanje našega inštituta, ki ga podeljuje odbor za zlati znak inštituta mladim doktorjem znanosti, katerih doktorati dosegajo največjo odmevnost. Želimo dati torej poudarek dosežkom, ki so odmevali in sicer tako v znanstveni kot v razvojni sferi. To se zdi v teh časih, ko smo vajeni numeričnega ocenjevanja, torej preštevanja dokumentov, nenavadno. Pa vendar, če pomislite, tudi Nobelove nagrade podeljujejo znanstvenikom za prispevek, ki ga je imelo njihovo odkritje na človeštvu. Vem, da to ponavljam iz leta v leto od upeljave same nagrade, a se bojim, da ne bi na to nekega dne kar pozabili in se prepustili mehanicističnemu ocenjevanju oziroma preštevanju, ki nam ga vse prevečkrat vsiljuje okolje. Podelitev zlatih znakov je v tednu, ki mu rečemo dnevi Jožefa Štefana, najbolj svečan dogodek. Kljub temu vsako leto izrečem tudi nekaj kritičnih misli o nekaterih slabih straneh slovenske družbe v odnosu do znanstvenega raziskovanja, razvoja, inovacij in širše do ustvarjanja. Ne zato, ker mi je všeč kritizirati. Z veseljem bi rad živel dan, ko bi lahko samo hvalil in govoril samo o uspehih, ampak kaj, ko je naša družba neizmeren vir zavoženih priložnosti, ko se nekaj poleže, že imaš novo temo. Pred tedni sem na televiziji slišal, da se je neka naša delegacija mudila v Azerbejdžanu ali kje že, in da so lokalni časopisi pisali, da prihajajo iz majhne, revne in skorumpirane države. Sem pomislil, pa saj nismo tako majhni. Lahko se je šaliti, vendarle pa je dejstvo, da tako revnega odnosa do znanstvenega raziskovanja in tehnološkega razvoja, če sodim po vlaganjih države, ni najti med razvitejšimi državami, kamor bi se radi šteli. Ta čas drugega javnega financiranja znanstvene in razvojne dejavnosti, kot so sredstva ARRS, torej Agencija za raziskovalno dejavnost, ni. Pa tudi ta sredstva so hudo odpadla od nekaj več kot 184 milijonov na 135 milijonov v letu 2015. In ne vemo še, kaj bo v 2016. To predstavlja vsega 0,36 bruto družbenega proizvoda, po raziskovalni strategiji Slovenije pa bi se morali bližati dan danes okoli 0,85, torej 2,5-krat, skoraj 3-krat več. Kaj imamo danes? Raziskovalne programe, katerih cena je za ne vem koliko nižja, kot je bila leta 2011, nimamo projektov, nimamo opreme, imamo samo še polovico mladih raziskovalcev. Zunaj Agencije za raziskovalno dejavnost nam je na nič padel, na nič, še ves paket inštrumentov iz kohezijskih skladov, kot so centri odličnosti, kompetenčni centri, raziskovalni vavčerji, mladi raziskovalci iz gospodarstva in tako naprej. Pomeni, da smo predvsem mladim razpolovili priložnosti. Med temi so prav taki, ki so presegli svojo generacijo med študijem, taki, ki želijo delati v razvoju ali raziskavah, odlični študentje, odlični dijaki. Ali naj gredo v tujino, ti ga šolaš, delati pa gredo drugam, pa vendar si potihoma mislim, bodo vsaj našli priložnost zase, čeprav je njihovo šolanje plačala Slovenija.
ali pa naj iščejo službe v poklicih, ker svojih raziskovalnih in razvojnih talentov ne potrebujejo. Ti se mi zdijo celo še bolj izgubljeni, saj poti nazaj zanje pa res več ni. Ustvarja se torej pomembna generacijska luknja, ki bo razžirala Slovenijo še mnoga leta v prihodnosti. Preprosto ne morem sprejeti take situacije, ker bi bilo, da do tega ne bi prišlo, potrebno dodatno vložiti za celotni proračun zanemarljiv obseg denarja. Vsako leto le toliko, da bi se poznalo na drugi decimalki procenta bruto družbenega proizvoda. O taki številki govorimo. Naš inštitut se deloma rešuje tako, da pridobiva veliko evropskega denarja, vendar je evropski denar po svoji naravi tak, da le sofinancira oziroma stimulira mednarodne izmenjave, ne pa da odpira oziroma podpira tvojo osnovno dejavnost. Zato mora poskrbeti samo okolje, v katerem deluješ. Če kdo misli, da zdaj zagovarjam, da naj nas država hrani od spredaj in zadaj za prazen nič, to ni res. Ampak absurd ravno je, da prav mehanizmom za razvoj tehnologij, za sodelovanje znanosti in gospodarstva ni več. Celo same tehnološko-inovacijske agencije ni. Moram reči, da me čudi tudi to, zakaj gospodarstvo ne zarohni. Saj predvsem gospodarstvo potrebuje kadre, nove tehnologije, nova znanja in ideje. Vse to, kar pravzaprav je naše poslanstvo. Mladi ne potrebujejo velikih diskursov in obljub. Potrebujejo le vzore poštenosti. In da jim je omogočeno, da si bodo lahko zaslužili svoj kruh, da bodo lahko izpeljali svoje ideje, da bodo lahko udejanjili svoje sanje, da bodo lahko iskali svoje poti, da se bodo lahko motili in znova poizkusili, veselili in kdaj tudi žalostili svojih rezultatov. Spoštovana nagrajenca, moje besede kritike niso bile namenjene temu, da bi vaju plašil ali odvračal od razvojnega dela. Nasprotno, naj vama služijo kot spodbuda in celo navdih, da boste še bolj uporna, še bolj zavzeta in tudi odgovorna do svojega dela in tistih, ki prihajajo za vama. Še dodatno vama to nalaga prestižno priznanje, zlati znak Jožefa Štefana, ki ga danes sprejemate. Čestitam v imenu celotnega inštituta. In preden zaključim, dovolite, da se zahvalim tudi odboru za zlati znak, ki je vestno opravil svoje delo. Danes odbor zastopa profesor Podgornik, ki je moral skočiti zadnji trenutek, saj se je predsednik pred nekaj urami zbolel in sporočil, da pač ne more priti. Hvala tudi vsem, ki ste prišli danes in pokazali svoje spoštovanje nagrajencema. Inštitut Jožef Štefan zlati znak podeljuje letos že 23. leto zapored avtorjem doma in v tujini najodmevnejših doktoratov, ki so bili podeljeni v Republiki Sloveniji v preteklih 3 letih, po enega za področje naravoslovja in tehnike. Predsednik odbora za podelitev zlatega znaka Jožefa Štefana, profesor dr. Janez Seliger, se je danes, kot smo že slišali, zaradi bolezni opravičil, ga bo pa prijazno nadomestil eden od članov odbora, profesor dr. Rudolf Podgornik, ki ga zdaj vabim, da predstavi delo odbora. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani gostje, drage kolegice, dragi kolegi, dovolite mi, da na kratko predstavim poročilo o delu odbora za zlati znak za letošnje leto in vam povem, kako smo dobili nagrajenca, ki jo bomo spoznali skupaj čez nekaj trenutkov. Zlati znak Jožefa Štefana je bil prvič podeljen leta 1993 in v dosedanjih 23 razpisih je odbor prejel predloge za 237 doktoratov znanosti, nagrado Zlati znak pa je do zdaj prejelo 67 doktorjev. Dejstvo je, in s svojo prisotnostjo na sejah ga še osebno potrjujem, da se za Zlati znak Jožefa Štefana potekujejo res najboljši doktorandi vseh naših podiplomskih šol. Na razpis za zlati znak je letošnje leto prispelo 11 predlogov, od tega eden ni izpolnjeval vseh razpisnih pogojev. Tako je izbor za nagrade potekal med 10 predlogi, med katerimi so bili 4 z inštituta Jožef Štefan, 5 pa jih je bilo ponovnih. Raznolikost doktorskih del kandidatov je prej otežila kot olajšala delo odbora. Saj smo se zavedali, da primerjava različnih disciplin ni enostavna.
Ob tako kvalitetnih predlogih je bilo delo odbora v 17. mandatni sestavi, torej profesor dr. Gregor Anderluh, profesor dr. Stane Pejovnik, profesor dr. Franc Solina, profesor dr. Janez Seliger in kot predsednik moja malenkost, in jaz. Seveda vse prej kot lahko. Razpis je klical po najbolj odmevnih doktorskih delih, kar pa ne pomeni, da lahko nagrajence izberemo izključno po eni formuli. Tako na primer nismo mogli upoštevati le citiranosti, saj je ta zelo različna in odvisna od mnogih dejavnikov. Odbor je zato najprej skrbno pregledal bibliografijo in doktorsko delo vsakega kandidata, spremljali pa smo tudi objavo in citiranost pregledanih del. Moram poudariti, da so tudi letos dela sledila standardom najodličnejših podiplomskih šol, ki si jih radi jemljemo za vzor. Za drugi krog ocenjevanja se je odbor odločal med kandidati iz naravoslovno-matematičnih ved, tehniških ved in ved o življenju. Odbor je ponovno ocenil doktorsko delo vsakega od kandidatov, pri tem pa poleg same odmevnosti izpostavil še vrhunskost periodike, v kateri so bila dela objavljena, in pa število publikacij, kjer je kot prvi avtor nastopil kandidat sam. Za kandidate z področja tehnike je odbor ocenjeval še morebitno možnost praktične uporabnosti znanj, pridobljenih z doktorskim delom, zato lahko trdim, da smo izbrali zares vrhunska dela. Seveda iz tega sledi, da imamo pred sabo resnično vrhunske avtorje. Odbor je o letošnjih nagradah razpravljal na 2 rednih sejah in eni korespondenčni in prišel do soglasnega zaključka, ki ga bomo kmalu spoznali vsi. V imenu vseh članov odbora, kakor tudi v svojem osebnem imenu, čestitam dobitnikov za nagrade oziroma za zlati znak Jožefa Štefana in jim želim še naprej uspešno in prijetno nadaljevanje njihove kariere. Hvala profesorju dr. Rudolfu Podgorniku za predstavitev dela odbora za zlati znak. Zdaj je bilo mišljeno, da ostanete tukaj z mano na odru, ampak se mi boste pa pridružili. Hkrati bom pa seveda povabila tudi rektorja, zato ker je na vrsti osrednji del današnjega dogodka, slovesna podelitev zlatih znakov Jožefa Štefana. Zlati znak Jožefa Štefana prejme dr. Aljaž Godec. Vi lahko se izmenjate, jaz bom pa vmes govorila. Dr. Aljaž Godec prejme zlati znak Jožefa Štefana za uspešnost in odmevnost doktorskega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved z naslovom Večdelčne korelacije pri hidrofobnih interakcijah na predlog docenta dr. Francija Merzela iz Laboratorija za strukturo molekul Kemijskega inštituta v Ljubljani. Že tradicionalno na podelitvah zlatih znakov Jožefa Štefana ne beremo strokovnih obrazložitev, ampak skušamo skozi pogovor z nagrajencem priti do ključnih presežnih vrednosti dela razlogov za nagrado. Dr. Aljaž Godec, najprej ste končali študij farmacije, po tem študiju farmacije pa ste se odločili za doktorski študij fizike na fakulteti za matematiko in fiziko. Dejali ste mi prej v osnovi, da čutite ljubezen do obeh, tako da ne bi bilo nobenih minusov za farmacijo. Pa vendarle vprašanje, kaj nekoga odtegne od pregovorno najbolj donosnega študija, kot je farmacija, v pregovorno najbolj zahtevnega, pa morda tudi malce čudaškega. Zakaj gre farmacevt v fiziko? Jaz ne bi rekel, da je fizika čudaški študij, je pa prej obratno. Ja, nič, kaj pripravi? Napačna odločitev prvega študija, ne, kaj bi rekel. Torej, fizik po srcu. Ja. V svojem doktorskem delu ste proučevali vodo, gre za delo na področju fizike tekočin. In za to svoje delo ste pred 3 leti že prejeli Preglovo priznanje Kemijskega inštituta. Nam lahko na kratko opišete, v čem je tako velika posebnost vašega dela, v bistvu 2 zelo, zelo odmevni priznanji ste
prijemate? V bistvu je načeloma voda ena zelo čudna molekula. Izgleda zelo preprosto, pa zelo mala, ampak njih tem je po moje problem, ker dostakrat se pohecamo, da je voda en šizofrenik, da ima dvojno osebnost, ko se ne more odločiti, ali bi rada bila urejena, bi rada bila neurejena. Zato je toliko nenavadna snov. No in kaj moja dizertacija v bistvu preučuje, mi smo kot prvi našli en način, na kak način ovrednotiti večdelčne efekte v tekoči vodi z neko ponovljivo, pa konsistentno metodologijo, kar drugi niso uspeli. Kar pomeni v bistvu, da smo pokazali, da ni dovolj, če gledamo na molekule vode samo paroma, ampak moramo gledati vse na 3 hkrati, ali 4 ali več, če zelo poenostavimo. To je recimo laična razlaga, vse ostalo so pa bolj formalizmi, pa izvrednoteni. No, ampak vaše delo je dejansko izjemno mednarodno odmevno, številne objave v revijah, pa tudi povabilo na doktorsko popolnjevanje v tujino ste doživeli. Kje delujete zdaj? Zdaj delujem na Inštitutu za fiziko in astronomijo na Univerzi v Potsdamu v Nemčiji kot Humboldtov štipendist. Sem na podoktorskem usposabljanju in uživam v tem, kar delam. Ste zadovoljni? Življenje vaše sledi vašim željam in kakšna so vaše pričakovanja v prihodnje? Vendarle morda načrtujete vrnitev v Ljubljano? Mislim, da delati načrte znanosti je praktično nemogoče, vsaj ne resno. Neka želja je, da bi lahko naprej še delal to, kar delam, da bi lahko užival v tem, pa da bi imel dobre pogoje za to. Zdaj, če bo to v Ljubljani ali po Sloveniji, bomo pa videli, kako se zadeve odvijale. Doktor Aljaž Godec, hvala za vaše odgovore in seveda iskrene čestitke za zlati znak Jožefa Štefana. Zlati znak Jožefa Štefana prejme dr. Erik Štrumbl. Dr. Erik Štrumbl prejme zlati znak za uspešnost in odmevnost doktorskega dela na področju tehniških ved z naslovom Učinkovita razlaga napovedi klasifikacijskih in regresijskih modelov na predlog profesorja dr. Igorja Kononenka z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Najprej seveda iskrene čestitke. Dr. Erik Štrumbl, vaše delo spada na področje strojnega učenja in če prav razumem delčke obrazložitve, na pravilno razumevanje modelov oziroma razlag vpliva pravilno razumevanje vhodnih spremenljivk, pri čemer pa ste vi ubrali še neko povsem drugo pot. Je tako? Ja, v splošno moje delo spada na področju strojnega učenja, oziroma lahko bi rekli neka kombinacija statistike in računalništva in strojnega učenja. In ja, če bi malo tako poenostavili, imamo nek model, zanima nas, kako deluje, ampak smo omejeni na to, da spreminjamo vhod in gledamo, kako se spreminja izhod. Zdaj, zakaj bi se tako omejili? Zato, ker v praksi se srečujemo z zelo različnimi modeli. Jaz sem se posebej ukvarjal s področjem napovedovanja, torej modele za napovedovanje uporabljam na različnih področjih, od medicine, farmacije, računalništva, strojništva. Praktično v vseh vedah se srečujemo z napovedovanjem in uporabljam tudi zelo različne modele. In nekateri modeli so zelo zapleteni. In čeprav je ponavadi naša prva naloga, da poskušamo čim bolje napovedati, kaj se bo zgodilo, oziroma pojasniti z modelom dogajanja, je pogosto tudi zelo pomembno, da modele razumemo. Še posebej danes, recimo, ko so podatki postajajo del vsakdana in analiza podatkov pomembna v praktično vseh znanostih, se z analizo podatkov ukvarjajo tudi ljudje, ki niso primarno statistiki ali z področja strojnega učenja. Zato ta komponenta, da mi model tudi na enostaven način razumemo, postaja zelo pomembna. In če se mi omejimo in gledamo na model kot na črno škatlo, ga lahko uporabljamo ne glede na to, kateri model smo uporabili, to metodo. Kar pa prinese kup dodatnih problemov in s tem se ukvarjal v svoji dizertaciji. No, ena množica modelov, sicer v obrazložitvi je predstavljen algoritem, ima ime celo Monte Carlo. Zakaj takšno ime in kaj je bistvo te množice modelov? Ja, eden izmed problemov, s katerim sem se srečal v svoji doktorski dizertaciji, je, da je osnovni algoritem, ki se ga razvija, bil pač preveč časovno zahteven, predolgo je trajalo, ni bil praktično uporaben. Bil je zelo dober, to je bila prva faza,
ni bil pa praktično uporaben. In zdaj en tak standarden pristop je, da uporabimo, oziroma poskušamo uporabiti metodo Monte Carlo, kar je širše ime za metode, ki se zanašajo na vzorčenje. Torej poskušamo vsaj približen odgovor dobiti na naše vprašanje z nekimi naključnimi simulacijami. Ime pa mislim, da izhaja iz takrat, ko so te metode razvijali najbolj znanega Casinoja. Skratka, poskušamo, zdaj edina razlika med Monte Carlom v Casinoju pa v znanosti je, da v Casinoju imamo garantirano, da bomo slej prej vse zgubili, v znanosti pa imamo garantirano, da bomo slej prej zmagali. A pa so vaši modeli uporabni tudi v Casinoju? Ne. Pa tudi, če bi ne bi povedal. Kot ste že sami dejali, no, v vašem delu ne moremo prezreti, da se vaše metode že uporabljajo v praksi pri različnih praktičnih aplikacijah strojnega učenja, napovedovanju ponovitve raka dojke, diagnozi bolezni srca in ožilja, napovedovanju poslovnih izidov, napovedovanju največje strižne sile na steni žile in razlagi napovednih modelov za podatkovne tokove. Kakšna je torej uporabna vrednost vseh teh dognanj? Ja, kjerkoli se srečujemo z napovedovanjem, kar je praktično povsod, v vseh empiričnih znanostih, lahko to metodo uporabimo, da dobimo nek dodaten pogled na naš model. V bistvu mene je malo tudi presenetilo, ker eno bi rekel, odliko te metode je, da je blazno enostavno za implementirati. In jaz se takrat celo nisem implementiral, ker je večji problem s tem, kako jo prilagoditi recimo za različne programske jezike, kot pa s tem, kako jo implementirati, ko enkrat izbereš programski jezik. In sem se zanašal na to, ker je meni se zdi blazno uporabna, da bodo ljudje to hitro implementirali. Pa moram reči, da dobil sem vsaj 5krat več e-mailov ljudi, ki me sprašujejo, če imam implementiral metodo, kot pa ljudi, ki so danes to uporabili. Se pa že uporablja, no, pa upam, da se bo še več. Dr. Erik Štrumbelj, kje vi trenutno delujete in kje se vidite v bližnji prihodnosti? Trenutno sem zaposlen na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V prihodnosti pa, ne vem, definitivno raziskovanje. Zdaj pa, kje pač to bo, upam, da v Sloveniji, zaenkrat je lepo. Pa tudi malo po svetu, ko treba je. Super. Dr. Erik Štrumbelj, hvala za vašo predstavitev in seveda iskrene čestitke.